Pozdravljeni nazaj na mojem kanalu. Priznajmo si, zadnjo leto pa pol je bilo težko, še je težko. Te maske, korona, PCT pogoji, pač ni mi več do tega. Težko je že v takem, marsikomu leto na živce, tudi meni gre. Ampak tak pač je, to ne pomeni, da korona ne obstaja. Korona obstaja, nažalost. Obstajajo pa ljudje, ki še vedno mislijo, da korona ne obstaja. In ena izmed njih je Saša in njena antivakserska skupina. Oni ne verjamejo, da korona obstaja in doganjate kaj? Že 3 mesece kempajo pred stavbo RTV Slovenija. Sigurno vas zanima, kaj oni delajo tam že 3 mesece od jutra do večera. Oni nam, državljanom, hočejo da povedati, da korona ne obstaja, da ko nas cepijo, je to strup, ki nam ga dajo noter, antene, naj vam kaj gospa sama pove. S čem razkužujejo ročice vaših otrok? Veste s čem? Z sredstvi. Poznam primer iz naših koncev. Niso mogli prodati vina in so začeli delati te razkužila za roke. Torej ona za nam trdi, da proizvajalec vina ni prodal dovolj vina in se je odločil, da bo začel delati razkužila za roke. Antene so vam stavljali preko palčk za brise. Vsi ste dobili v svoja telesa, ki ste se hodili testirati, grafen oksid. Grafen oksid se je sposoben samo sestaviti v vašem telesu. Sploh ne potrebujejo nobenih čipov, nobenega vezja. Potrebujejo zgolj grafen. In postali boste internet teles. Kapo in bundo imam zato, ker je presneto mrzlo po noči. Sem vam rekel, da je tu dan in noč, ampak glej, bori se pa za nas, za pravico. Ker nam ne dovolijo, da bi šli v avlo RTV Slovenija, čeprav je to naša hiša, javna hiša, plačujem jo tudi sama, ampak nimam vstopa. Sem pa tudi ugotovil, da gospe nekaj ni jasno, ne? Njen cilj je tudi, da pride ona noter, prav noter v RTV Slovenija, na sestanek z njimi, da bo lahko ona v živo povedala pred kamerami oziroma pred Slovenijo, da korona ne obstaja, da nam bo začela antena rast počasi, ko se testiramo, pač ona hoče to povedati. In ona misli, da kar nasilno stopi v stavbo, ker plačuje prispevek, tako ga plačujejo tvoji starši, moji starši, od vseh, vsi plačujemo to. Torej mi praviš, ker moja mama plačuje prispevek za RTV Slovenija, ne vem koliko, 12 € na mesec je, lahko gre ona noter, se vse za oni stol, ki imajo poročila, pa reče, veste kaj, subscribajte se vsi na mojega sina, kar se lahko subscribajte zdaj, ne, spodaj v opisu imate tudi moj Instagram profil, lahko greste followat, ampak ne deluje to tak, ne deluje. In to ne pomeni, ker moji starši plačujejo davek državi, da lahko zgradijo nove bolnišnice, da policaja plačujejo, to ne pomeni, če me zdaj policaj vstavo, jaz te plačujem, ne deluje to tak. Prosim vas, pridite! Verjamem pa, da če bi pred vašo službo 3 mesece se nekdo drpal v mikrofonu, kak korona ne obstaja, bla, 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 bi vam pa enkrat dopizlo, vsaj meni bi. In to se je zgodilo Sadežu iz skupine Slovni Sadež in pogledajte, kaj je rekel, se je kar fajn skregal z njimi. Budale ste, ker ne verjamete, ne rabim, jaz vam bom povedal, zakaj ste budale. Ker se nočete cepiti, zato ste budale. Gospa, jaz nisem zaposlen na RTV, jaz sem samostojni podjetnik. Ampak vas mi plačujemo, veste, z našega denarja. Vsi me plačujejo. Vsi. Mi vsi. In oni, ko so cepljeni, me več plačujejo. Ker oni dejansko hodijo v službo, pa nekaj delajo, vi pa tu sedite, pa pizla nič ne delate, samo motite. Vi samo motite, motite nas, ko delamo. Oni so v naši službi, gospod. Ne, niso. Ne rabijo se. Ne rabijo se za vsakim pogovarjati. Pa mi plačujemo. Pa vse en, vse zdravnika tudi plačujete, pa ne meni, da lahko greste vsakič k njemu, pa ga gnjavite. Pa policaje tudi plačujete, pa ne hodite vsak dan na policijo gnjavi. Pa smetarje tudi plačujete, pa ne hodite gledati, če je vse pobral. Veš, koga vse plačujete? Jaz sem te rad poslušal, kot otrok. Jaz pa vas sploh ne morem videti. Ampak ne morem. Se pa šel Sadež z glavnim anticepilcem, piše se Troha,
se šel staviti, oziroma ni se šel ravno staviti, zmenila sta se, ne, da glej, stavimo se za 1000 evrov, da ti jaz dokažem, da korona obstaja. To je rekel Sadež. In on se je strinjal, dala sta si roko in sta se ona dva stavila. In je rekel, veste kaj, je dovolj čas, da vam pokažem sliko korone, da obstaja korona. In so začeli vsi ful smejati, tako da je to ful smešno. Evo, a je dovolj, da vam pokažejo sliko virusa? Ne. Se nam kažejo še eno leto in pol. Kaj boste vi vzeli za dokaz? Se nam kažejo sliko že eno leto Da in en od pol. vas umre od korone. A je to dovolj? Pa je ugotovil, ok, to ni dovolj. Kaj pa vi, kaj je za vas dokaz? In mu niso znali povedati, kaj je za njih dokaz. Torej, v bistvu, oni ne da ne verjamejo, oni nočejo verjeti. Ampak priznajmo si, včasih moramo reči norcu norec. In ti ljudje so norci. Fejst. Zato, ker ste navadni provokatorji in nočete resnice slišati. Ne, jaz sem vrhunski provokator. Vam še enkrat. Da vam povem, da teh anticepilcev, ko so bili tam, ni malo. To je 50 ljudi dobesedno, to ni več 3, 4, 5. 50 ljudi, ko so malo, ok, pustimo to. In so se oni odločili, da bo iz normalnega življenja, rečimo SimCity igrica, ne? So oni stopili stopničko više in izbrali nasilje. Grand Theft Auto, GTA 5 so zbrali in oni so nasilno šli v prostore RTV Slovenije, mimo vratarja, preskočili so vratca, pač oni so zbrali nasilje kot izbiro. Da vam povem, jaz malo pretiravam z nasiljem, normalno so šli skozi, ampak to se ne dela, po mojem se pa kot pravi heroji počutili. Da vam pa povem, da so oni prišli v tiste prostore, kjer so vsak dan poročila, kjer je oddaja Odmevi, in oni so se počutili ko v igrici King of the Hill, ne? Oni so glavni, ki so pač prišli noter v RTV Slovenija, ojojoj, in oni bo zdaj povedali resnico v Sloveniji, ne? Bili so pri tisti mizici, ena država zastava, vse vidite po teh videih, ne? Bili so live, celi ponosni sigurno in se tam drli, kako bo povedali resnico, kako imajo dokaze. Nimajo jih. Evo, draga publika, Slovenija, pa smo prišli v studio, kjer se bodo zgodili Odmevi. Tako da prosimo, da pridete še ostali pred RTV. Vrata so zdaj odprta, lahko pridete tudi noter v to našo hišo, ki je bila ugrabljena. Zdaj se osvobaja in jo bomo osvobodili za vedno in za večno. Drži? Tako je! Ja, pol prišel noter kamerman od RTV Slovenija, ker je pač hotel posneti, da ima plus za 7 dan, valjda, ne? In on že vsi ploska, ja, predal se je, ne veš, zdaj z nami, ne, zdaj bo on dal v živo, v klopu, ne? Končno prišla kamera. Dobar dan, bravo! No, pa imamo kamero. Kaj je ta? V živo! Dajmo živo prenos tole vžgati. In samo te slišali. Ena je rekla, kje se za oni knofi, kje se to vklopi, ziher je ful enostavno. Kje poslušate to? V živo, tam so knofi. Kje je kakšen tehnik? Tam so A mi knofi. kakšnega pokličemo? V živo. Kako se to vžge? Potem kasneje pa prišla policija, mislim, da so imeli dovolj teh 1 uro of fame, kaj so ga imeli, vsi so govorili o njih, je prišla policija, da bi jih pač valjda lepo prosila, da grejo ven in ne prenehajo, prvo lepo. Super, da ste prišli, gospod policaj, zdaj pa boste naredili vaše delo. Mamo, zdaj boste vi Vi ste v naši službi. Vi ste v naši službi. Prosim, da zapustite. Koga? Kaj? Mamo, Boste pa mogli uporabiti silo. Boste mogli uporabiti silo nad miroljubnimi ljudmi, ki tukaj 3 mesece čakamo za sestanek. Ampak oni so še bili vedno v GTA, igrici dobesedno, ne? In se niso predali, niso se pustili. Mesto, prosim, da se umaknete ven, ker bomo primorani uporabiti prisilna sredstva. Bomo zunili to vse. Ne, neče bom zunil. Mi ne gremo tle ven. Tukaj nas boste ven pelali mrtve. Bote malo tiho. Zapomnite si. Lahko mrtve nas peljete ven. Ta Saša je šla kar na kolena in jih prosila naj nehajo. Se mi je pa zdelo, da ima kar prakso v tem. V redu, zdaj smo vas poslušali. Naredite nekaj za Slovenijo. Kaj boste Vas zdaj naredili? opozarjam, pojdite mirno ven, drugače bomo primorani uporabiti prisilna sredstva. Ni res, Ni da res. ste primorani. Ni res. Vi morate spoštovati Ustavo Republike Slovenije in človekove pravice.
Pa je bil čas, da prije posebna policijska enota, kjer so bili malo večji policaji v oklepih, ko se ne heca z njimi, ker njim pa je vse eno. In so še zadnjič lepo prosti, naj grejo ven iz te stavbe. So pa imeli dober plan, ko jih je policija hotela odstraniti iz stavbe, so se oni vlegli na tla, se držali en drugega, da veš, ko bo policaj enega zgrabil, da bo mogel vse dvigniti, ne. Ampak vam povem, da to ni dolgo delovalo. Sem pa opazil, medtem, ker to so imeli seveda live, ne, folk je snemal, medtem, ko jih je policija ven davala, je enega po moje zazeblo, pa se je hotel malo pokriti, poglej si. Verjetno ni do vrata pustil odprta, pa je njemu malo pihalo, ampak vse prav se počuti udobno. Drugače, veste, kako se še drugače reče policajem? Roboti mafije. Vsaj on je tako povedal. Ne, ker nas ne slišite. Ne slišite, ker so roboti! Ne slišite Ker so roboti mafije! Ne slišite resnice. Roboti mafije ste! Korporacije prodane! In pol so levo počasi odstranili ven iz stavbe in napisali kazni, ki jih ne bomo nikoli odplačali, ker če lahko 3 mesece dan in noč stojiš pri RTV Slovenija in bojiš o koroni, po moje nima službe, da to ne bo odplačali. Ampak da ne bo pomote, to niso aretirali, to so samo ven jih dali. In kaj? Veni se je nadaljevalo, spet mikrofon v roke, cela srečna je bila kao, da jim niso nič mogli, ampak bodimo realni, s tem čisto nič ni dosegla. Razen meni en video. Hvala. Saša kot Saša, ne, je pa šla naslednji dan seveda spet na live, da pač vam poroča, kaj se je vse zgodilo, kako je to potekalo, kako so te roboti mafije napadli in tudi zelo hudo poškodovali, na kar nas je tudi opozorila, na nosu ima zelo veliko brazgotino. Poglejte to na nosu. To je brazgotina od Robocopa iz RTV-ja, ker so to ljudje po mojem na drogah. Oprostite, to so vprašanje, kdo je najet v te Robocope. Kakšne ljudi to najemajo? Vsi vas vabijo k cepivom. K cepivom so vas vabili estradniki, slovenski športniki. Letos na olimpijskih igrah ste dokazali, kaj ste. Ponižni hlapci, vsi v nagobčnikih. Vsi ste bili v nagobčnikih. Takrat od tistega dneva vas jaz ne spoštujem. Saša, ti moram nekaj povedati, ne. Včeraj mi je Luka pisal, Luka mi je pisal celi potrd, dobesedno sem brez besed zdaj, ker bo tako hudo žalostno to. Ful je razočaran, da ga več ne spoštuješ, ker on misli, da ima ta video kaj več kot samo prijateljstvo, ne, in ne more, rekel je, zdaj se bo začel NBA, prosim, nekemu napiši, ker Luka ne bo mogel špilati, Luka ni več Luka, okej? Res je, celi uničen, prosim. Pa ne Luka. Ampak poglejte, da je šamar pomagal. Cepila sem se, ker sem odgovorna. Prav se je odločila. Jaz sem star 17 let, ti ljudje so po moje 3-krat starejši od mene, če ne več. In ne mi na pamet padlo, da bi kaj o tem razmišljal, sploh pa razlagal na glas pred celo Slovenijo. Nikoli. Se mi pa zdi vseeno človeško, pa stopimo skupaj, pa se odgovorno obnašamo, če imamo to korono prekleto. Da se pregnati, ampak moramo nekaj skup stopiti, pa ne takim budalam pustiti, da vse govorijo. Mislim, vsak cepec že lahko vse govori po internetu, kar je grozno. Najbolj grozno pa je to, ne verjamejo zdravnikom, ki so hodili v šole 12 let, verjamejo nekomu, ne vem, ko je mehanik pa pošta, pa nimam nič proti njim, ampak njim verjamejo, zdravnikom pa ne. Sem pa pri 17 letih odgovoren in sem postal internet teles, od zdaj naprej pa dam tudi 5G omrežje. Pa da ne bo pomote, nobenega ne silim, da se naredi cepiti. Samo pamet v glavo, pa to končno preženim na to korono, ker mi je že na živce, da moram vse posod hoditi, pa biti testiran, hvala Bogu, sem zdaj cepljen, ne? Pa da malo zaprto, pa da ne moramo iti na bowling, ker je včasih zaprt, včasih ni, pač ne moramo več tako živeti, da se pa malo zresnite. Drugače, to je bilo vse danes, če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, idite na moj Instagram in TikTok profil JackOnTheBoxSlo, vse imate spodaj v opisu, pa se vidimo v naslednjem videu, okej? Fuck, to ti cepivo, stari.